praporščaki in zastavonoše. Mirno, pohodnim korakom naprej. Poravnaj se. Mirno. Častni pozdrav. Mirno. Gospe in gospodje, na prizorišče slovesnosti prihaja predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. Na mestu odmor. Jaz mislim, da suverenost pomeni to, da si zelo natančen ali pa tudi, da si nekaj upaš, čeprav je zelo težko ali nedosegljivo. Suverenost kot beseda mi ne pomeni nič. Nikoli nisem razmišljala o njej. Vem, da smo suverena država. Vem, da je posameznik lahko suveren. Suverenemu posamezniku boš zaupal neko delo. To bo naredil sam in naredil ga bo dobro. Suveren posameznik se ne bo opotekal. Suveren posameznik je zaupanja vreden. Suveren posameznik je vešč. Suverena država?
Spoštovane vojne veteranke in veterani, dragi gostje, lepo pozdravljeni in prisrčno dobrodošli na slovesnosti ob dnevu suverenosti, ki sta jo pripravila Zveza veteranov vojne za Slovenijo in Zveza policijskih veteranskih društev Sever v sodelovanju z gimnazijo Franca Miklošiča Ljutomer. Veseli smo, da lahko med nami pozdravimo predsednika Republike Slovenije, gospoda Boruta Pahorja. Nekdanjega predsednika Republike Slovenije, gospoda Milana Kučana. Ministra za obrambo Marjana Šarca. Ministrico za notranje zadeve magistrico Tatjano Bobnar. Generalnega direktorja Slovenske policije magistra Boštjana Lindava. Namestnika načelnika generalštaba Slovenske vojske brigadirja Franca Koračina. Župana občine Gornja Radgona, gospoda Stanislava Rojka. In sploh vse, ki ste se danes odločili počastiti praznik v Gornji Radgoni. Dobrodošli. Smo torej v Gornji Radgoni, mestu sejmov in penin, simbolično vzeto v mestu, ki povezuje oba bregova Mure. 3 vojne preizkušnje so mu v 20. stoletju dodobra izpolnile zgodovino, po kateri je za del njenih posledic mogoče reči zgolj nikoli več. Za drugi del pa za pesnikom Otonom Župančičem povzeti tisto, kar je zapisano na spominskem obeležju, če v mesto pridemo z zahodne smeri, na eni prvih hiš na levi. Tam preberemo kratko, preprosto in vseobsegajočo misel. Svet je lep, a dom je svet. Gospe in gospodje, tukaj smo, da bi se spomnili spleta dogajanj, ki so pripeljala do tega na današnjem dnevu od leta 2015 državnemu prazniku, ki mu rečemo Dan suverenosti. Spominjamo se enega ključnih dogodkov v procesu osamosvajanja Slovenije. Iz pristanišča v Kopru se je jugoslovanska ljudska armada začela umikati 20. oktobra. 25. oktober pa je bil določen kot zadnji dan umika. Že 21. oktobra je v luko priplula vojaška ladja Galeb, ki je na krov sprejela nekaj več kot 1000 vojakov. V naslednjih dneh so pripluli še črnogorski trajekt Sveti Štefan in 2 vojaški transportni ladji. 25. oktobra pa tudi malteški trajekt Venus, ki je vkrcal še zadnje armadne vojake. Ozemlje Slovenije so zapustili istega dne ob 23. uri in 55 minut. Ladja pa je izplula iz Slovenskega morja v prvih minutah 26. oktobra. Zadnji vojaki so se vkrcali na ladji, ki sta pluli pod tujima zastavama. Zato sta po mednarodnem pravu veljali za tuje ozemlje. Tako se je tudi formalno končala slovenska osamosvojitvena vojna. Gospe in gospodje, k pozdravnemu nagovoru vabimo župana Gornje Radgone, gospoda Stanislava Rojka. Spoštovani predsednik Republike, gospod Borut Pahor, spoštovani ministri, spoštovani bivši predsednik naše republike, dragi visoki gostje, veteranke, veterani, dame in gospodje. Seveda mi je veliko čast, da vas lahko pozdravim v mestu sejmov in penin in izrečem dobrodošlico. Tako kot vedno na velikih dogodkih v Gornji Radgoni radi izrečemo tisto, kar
pritiče takem dogodku. Dobrodošli v Gornji Radgoni, dobrodošli v mesto sejmov in penin. In naj si na začetku mojega kratkega nagovora sposodim besede pesnika Kajuha, ki je v zadnji kitici ene od pesmi povedal nekako takole: Mama, veš, lepo je živeti, a to, za kar sem umrl, zato bi hotel še enkrat umreti. Mi smo 91. leta na današnji dan končno udejanili svojo samostojno državo v popolni suverenosti in bili pripravljeni tudi umreti. Hvala Bogu, ni bilo treba mnogim, ampak vendarle, vsako je bilo preveč. Naj ta kri opozori na to svetovno norost, ki se dogaja danes, da bi bilo te krvi čim manj, da bi zmogli graditi jutrišnji dan po svoji meri, po svojih željah. Ne na zadnji čas volitev govori o tem, kako si želimo in zmoremo graditi svojo državo in ne tako tudi ostane. In naj, spoštovane veteranke in veterani, borke, soborci in vsi ljudje, ki vam je mar imeti slovensko državo, to počnemo še naprej skupaj. In še enkrat dobrodošli v Gornji Radgoni. Na naših tleh ni več tujih vojakov. Svobodo in suverenost varujejo naše sile. Je 26. oktobra 1991 na slovesnosti v Luki Koper poročal general Janez Lapar, načelnik republiškega štaba teritorialne obrambe. Slovenija je prevzela nadzor nad vsem svojim ozemljem in tako je bil izpolnjen najpomembnejši pogoj za njeno mednarodno priznanje. Zdaj je v celoti v rokah Slovenije in njenih organov odgovornost za obstoj in prihodnost slovenskega naroda. To so besede, ki jih je tudi tam in tedaj izrekel Milan Kučan, predsednik državnega predsedstva in vrhovni poveljnik obrambnih sil. Oba navedka, vojaško-policijskega in političnega, lahko strnemo v eno samo od takrat do danes trajno aktualno misel, ki bi se glasila: svobodo in suverenost varujejo naše sile, odgovornost za obstoj in prihodnost slovenskega naroda pa je v celoti v rokah Slovenije. Misel, ki ima svoje korenine v Koprski luki, nikoli ne bo izgubila veljave in nikoli ne bi smela izginiti ne izpred oči in ne iz zavesti slovenske politike in slovenskih državljanov. Gospe in gospodje, slavnostni govornik današnje slovesnosti je gospod Marjan Šarec, minister za obrambo Republike Slovenije. Spoštovani predsednik republike, spoštovani visoki gostje, drage veteranke in veterani. V veliko veselje in čast mi je, da vas lahko nagovorim ob tako pomembnem prazniku za vse nas. Danes se spominjamo sklepnega dejanja slovenske osamosvojitvene vojne oziroma prizadevanj za samostojnost slovenskega naroda. Slavimo dejanje, ki je zaključilo dolgoletne sanje, tudi boj in tudi strahove slovenskega naroda, ali nam bo uspelo postati samostojen subjekt ali bomo zamudili to časovno okno. Prizadevanja za slovensko samostojnost pa so se seveda začela že zdavnaj prej. Tukaj ne moremo mimo preprečenega mitinga resnice leta 1989, ko je tedanja milica preprečila, da bi mitingaši vdrli na slovensko ozemlje in poskusili zamenjati slovensko vodstvo. Ne smemo niti mimo sprejetih amandmajev k tedanji republiški ustavi, ki so dali pravzaprav osnovo, da smo se lahko ne odcepili, ampak izrazili željo po samoodločbi in tudi na plebiscitu leta 1990 skoraj 90%
se kot narod, kot ljudje izrekli za to, da želimo živeti v svoji državi, da nam je dovolj skupnosti, ki nas ne spoštuje, ki ne spoštuje človekovih pravic in ki ne spoštuje želja posameznih narodov. Potem je sledila sicer kratka, a vendarle težka in presunljiva vojna za vse Slovenke in Slovence. Ko je 27. junija, takoj po razglasitvi samostojnosti na Trgu Republike, ko smo gledali kolone tankov, ki želijo zavzeti vse ključne cilje, ki si jih je zadala takrat ne več ljudska armada, ampak samo še jugoslovanska armada, takrat nas je bilo tiste, ki smo to gledali, 10-11-letni, morda celo strah. Ampak takrat je bilo v narodu nekaj neponovljivega. Takrat je narod imel veliko upanje, veliko složnost, veliko enotnost. Velikokrat slišimo tudi, da je bila politika takrat enotna. No, toliko sem bil že star, da sem spremljal vsa dogajanja in lahko rečem, da politika seveda ni bila vedno enotna, ampak to ne zmanjšuje uspeha, kajti ključen je bil narod. In osamosvojitev seveda ni zasluga samo nekaterih, ampak je zasluga celega naroda, vsake Slovenke in Slovenca, ki je imel takrat željo in ki je verjel v to, da bo slovenski narod živel suvereno v družbi drugih narodov in tudi takrat smo samo sanjali, danes pa živimo v skupnosti, ki se ji reče Evropska unija. In to so bile velike dosanjane sanje in vsi, ki smo takrat bili na svetu in v Sloveniji, smo veliko prispevali k temu, čeprav nekateri samo z upanjem, da je danes Slovenija tam, kjer je. Ne moremo mimo zaslug Slovenske vojske, tedanje teritorialne obrambe in tedanje milice, današnje policije, ki so pravzaprav, katerih dejavnost je pravzaprav tudi posledica in da lahko obeležujemo današnje slavje. Brez njiju, brez teh dveh organizacij in seveda tudi vseh drugih, mi nikoli ne bi bili samostojni in suvereni, kajti včasih samo kultura in pero ni dovolj. Slovenski narod ima veličastno zgodovino, zlasti v 20. stoletju, začenši z Rudolfom Maistrom leta 1918, ki nam je tudi tukaj, kjer danes smo, tudi to ozemlje pridobil, da lahko danes sploh govorimo o slovenski državnosti, in pa 50 let prej, pred slovensko osamosvojitvijo, ko se je slovenski narod uprl tujemu okupatorju, pravzaprav trem, ki so hoteli iztrebiti slovensko govorico, slovenski jezik, ki so mislili, da je slovenski jezik primeren samo za nižje pogovorne oblike in da je nekaj vreden samo jezik, ki ima evropsko širino. Slovenski narod je preživel skozi svojo zgodovino, se je boril tako v drugi svetovni vojni, kot tudi seveda v kroni vsega slovenskega državništva, osamosvojitveni vojni. In vsaka žrtev, ki je bila podarjena na oltar domovine v slovenski osamosvojitveni vojni, si zasluži časten in dostojen spomin, pa če se vprašamo kako. Tako, da ponosno slavimo svoje praznike, tako da ponosno izobešamo našo zastavo, tako da vedno ponosno in povsod izpričujemo, da smo Slovenke in Slovenci in da nas nikoli ni sram naše zgodovine, kakršnakoli je že bila. Ni bila vedno
takšna, kot bi si želeli, ampak je naša. In vsak narod ima svojo zgodovino, takšno, kakršno je živel skozi stoletja in tako tudi naš. In slovenska osamosvojitev je častno dejanje, je največje dejanje tako tedanje celotne slovenske politike, čeprav si nekateri danes pripisujejo zasluge, češ da so samo oni zaslužni. Ne, celotna politika je bila zaslužna in celotno slovensko ljudstvo. In zato me zaboli, ko danes slišim, zakaj bi praznovali. Pustimo to, dajmo rajši skrbeti za vsakdanje skrbi. Ja, večino dni v letu vsak skrbi za svoje vsakdanje skrbi in naloge, vendar pa so prav takšni prazniki, kot je današnji, priložnost, da se malce ustavimo, da pomislimo in da izrazimo ponos nad svojo domovino. Tako kot znamo praznovati lastne rojstne dneve, ko se zberejo prijatelji, znanci, ko se zbere družina in se znamo ustaviti, tako je treba praznovati tudi praznike naše edine in lastne države, ki so jo naši predniki sanjali stoletja, mi pa imamo ta poseben privilegij in čast, da lahko v njej živimo. Ja, ni vse tako, kot bi si želeli, ni vse dobro, imeli smo takšna in drugačna obdobja, ampak to ne pomeni, da je Slovenija kot država za to kriva, da je kriva naša domovina, če ne znamo vedno z njo upravljati tako, kot je potrebno. Zato, kot sem rekel, si vsaka žrtev, ki je bila darovana na oltar domovine, to zasluži in njim smo dolžni praznovati, njim smo dolžni izobešati zastavo in njim smo vedno in povsod dolžni izrekati zahvalo za to, da lahko v slovenskem jeziku kritiziramo, se pritožujemo ali pa hvalimo ali karkoli drugega pač počnemo. To je demokracija, to je naša dežela, ki je suverena, ki je svobodna v družbi drugih narodov Evrope in tudi z vstopom v NATO smo pokazali, da ne odrekamo se s tem svoji suverenosti, ampak želimo tvorno sodelovati v mednarodni skupnosti in predvsem je prva naloga vsake oborožene sile, da si prizadeva za mir in nikoli za vojno. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, drage veteranke, dragi veterani, iskrene čestitke ob vašem in našem skupnem prazniku in naj ne bo nikoli pozabljeno. Hvala lepa. Praporščaki in zastavonoše. Mirno. Za koga? Za Slovenijo. Za koga? Za Slovenijo. Poravnaj se. Pohodnim korakom naprej. S prizorišča odhajajo prapori Zveze veteranov vojne za Slovenijo, Zveze policijskih veteranskih društev Sever, manevrske strukture narodne zaščite v teritorialni obrambi in v organih za notranje zadeve leta 1990, policijskih veteranskih društev Sever, območnih združenj veteranov vojne za Slovenijo, Zveze društev Generalmajster,
Društva Tiger Primorske, Zveze borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja Slovenije, Zveze društev vojnih invalidov Slovenije, Zveze društev civilnih invalidov vojn Slovenije, Zveze društev in klubov Moris in Zveze slovenskih častnikov. Poveljuje jim glavni praporščak Zveze veteranov vojne za Slovenijo Dominik Grmek.
Svet ob buri je svojstven svet, preizkušen v vseh obdobjih zgodovine. Zaželen kot plen in posest, saj že srednjeveške listine pišejo, da v okolici Radgone raste najboljše žito in zori najfinejše vino. To so šle vojske Krucev, otomanskih planilcev. Tukaj čez je leta 1918 potekal upor slovenskih vojakov. Tu je šla pot v slovensko krajino, v Prekmurje, ki je po prvi svetovni vojni pripadla slovenskemu ozemlju. Tukaj je mejo začrtala prva slovenska vojska generala Rudolfa Maistra. Tukaj je aprila 1941 na slovensko ozemlje stopila ena prvih kohort nacističnih osvajalcev. Tam čez Kok so leta 1945 brezupno kopali obrambne jarke, da bi zaustavili prodor Rdeče armade. Tukaj so leta 1969 odprli most prijateljstva in prvič po drugi svetovni vojni zares normalizirali odnose s sosednjo Avstrijo. Sem je iz Varaždina prispela bojna skupina majorja Popova in Gornja Radgona je postala najbolj poškodovano slovensko mesto med osamosvojitveno vojno. Ena od idej možnega umika jugoslovanske armade iz Slovenije je bila tudi pot čez sosednjo Madžarsko, a se je slovo skozi Koprsko luko izkazalo kot bolj sprejemljivo in manj mednarodno pravno problematično. Prav zato ne bomo nikoli pozabili junijskih in julijskih dni pred 31 leti, ko so se preko Ormoža in Murskega Središča sem valile oklepne enote iz vojašnice v Varaždinu, namenjene v Dolgo vas in Gornjo Radgono. Spominjamo se pogajanj na mostu v Petišovcih in srčnih sosedov iz hrvaškega Murskega Središča, ki so svojimi telesi hoteli ustaviti kolono oklepnikov. Odpor pripadnikov teritorialne obrambe in milice je bil krčevit vse od Ormoža, Gibine, Razkrižja, Pristave, Presike, Karčur, Veržeja, Stare Nove vasi do Radgone. Porušenih je bilo veliko hiš, ogenj in dim. Prestreljeni zvonik cerkve je postal simbol tega prostora v tistem času. Sem so bili pozvani branilci iz drugih krajev, zlasti iz Svetega Jurija ob Ščavnici, Negove, Apač, Lenarta, Benedikta in drugod. Tukaj je bil ranjen domačin z Janževega Vrha Alojz Gavbe, ki je nekaj dni zatem umrl v mursko-soboški bolnišnici. 28. junija ob 11:38 je umrl pisatelj, psiholog in svetovni popotnik Janez Svetina, zatet po tistem, ko je želel fotografirati armadni tank. Obrambne sile mlade slovenske države so blokirale armadne enote v vojašnicah in na obmejnih stražnicah vzdolž državne meje. To je bil čas srčnih in predanih ljudi, ki so se odzvali klicu domovine. Danes, na dan suverenosti, zato upravičeno delimo ponos na tisti čas. Spoštovani, pred nami je umetniški del drevišnje slovesnosti, ki so ga pripravili dijakinje, dijaki in učitelji gimnazije Franca Miklošiča iz Ljutomera. Kaj je Tanković? Moje mesto. Na severu te male domovine je mesto, kjer sem bil nekoč doma. Nad njim so nizke gozdnate planine in dobra volja vedrega neba. Tam so vse hiše starega spomina in koder ozke ulice gredo, ne manjka krčem in ne zmanjka vina in ne ljudi, ki ga pijo. Tam so vse hiše starega spomina in koder ozke ulice gredo, za pol razpalimi zidovi in toliko zaljubljenih oči. In tam je park in v ribniku labodi in dolg kostanjev drevored, ki nekam tja v predmestje vodi,
kjer se začne in konča drugi svet. Na tujem, kjer so ljubšimi večeri od utrudljivih jutranjih skrbi, a tukaj dan z enako mero merim kot hitri beg ljubezenskih noči. Ker ko prebiram blažene spomine dekliških sanj in deškega srca, vem, da sem bil, da bom doma, na severu te male domovine. Zrelo je žito, je žuta slama, žalostna dekla, ko nemaš ljuboga. Ej, sejdi ta, sejdi lastavica ti. Nasloni se, ljubav nam oplečati. Zrelo je žito, je žuta slama, zrelo je zelje, žuto je lišče, zrela je pšenica, žuta je slama. Zrela je pšenica, žuta je slama. Leto 91 bo zame vedno posebno. Leta 91 sta se rodila moja sinova in Slovenija je postala samostojna in suverena država. Suverenost naroda in države jaz razumem kot pravico odgovornega odločanja o bistvenih vprašanjih v družbi. Suveren človek pa se mi zdi, da je tisti, ki je odgovoren, ki je odločen, ki pa je na drugi strani tudi empatičen in odprt. Zdi se mi, da suverenost ni samo naša pravica, ampak je tudi naša odgovornost in nikakor je ne bi smeli jemati kot samoumevno. Srečko Kosovel, prerojenje. Sam moram biti. Vsako telo neprozorno v prozornost preliti. In zvoki kitare bodo potem mogoče le zimske zvezde mojim očem. Sam moram biti. Da pozabim misliti in govoriti. In da v sebi odkrijem največjo veličast, vesoljstva tihega, rast. Sam moram biti. Vse, kar je prikrito bilo, vse moram odkriti. Ne svojo mislijo, svojim molčanjem, kakor z molitvijo pred najsvetejšim iskanjem. Sam moram biti. V večnosti sebe in v sebi večnost odkriti, svoje prozorne peroti v brezdalju zapreti in mir iz onstranske pokrajine vase ujeti.
Karel Destovnik Kajuh, bossa pojdiva dekle ob sorej. Bossa pojdiva dekle ob sorej, bossa pojdiva prek zemlje trpeča, sredi razsanjanih, češnjevih vej, sežem ti nežno v dlani koprneče. Beli so češnje cvetovi, temni, pretemni so talcev grobovi, kakor ponosni galebi nad vodo, taki so pali za našo svobodo. Bossa pojdiva, dekle ob sorej, bossa pojdiva med bele cvetove, v krilo nalomiva češnjevih vej, da jih poneseš na talcev grobove.
Mama mi je pripovedovala, kako je doživela vojno za Slovenijo, ko je bila stara 10 let. Takrat je živela v Žerovincih in ravno so se začele poletne počitnice, ko je poslušala starše, kako se pogovarjajo, da se bo Slovenija osamosvojila. Tiste počitnice se otroci niso igrali, ampak so se pogovarjali, da se bo začela vojna. Bilo jih je zelo strah. Mama se spominja, da je njen oče njej in njeni sestri rekel, da gre po mamo v službo. Češ, da v Kačurah podirajo drevesa, s katerimi bodo poskušali zaustaviti tanke. Sestro sta bili zelo v skrbeh, saj nista vedeli, če se bosta oče in mama varno vrnila domov. K sreči sta se varno vrnila. Naslednji dan, natančneje 27. junija 1991, so se v vasi Žerovinci zares pripeljali tanki. Iz Kačur se je slišalo streljanje tankov. To jutro so se tanki napotili proti Ljutomeru po glavni cesti. Mamina družina se je tega dne bala, ker niso vedeli, kaj bo prinesla noč. K sreči se ni zgodilo kaj hujšega. Zjutraj, ko so se zbudili, je bilo vse mirno. In kot vsako jutro, je tudi to jutro bilo potrebno nahraniti živali. Moja babica se je to jutro 28. junija 1921, misleč, da se je situacija v Kačurah umirila, odpravila kositi travo. Ta dan bi lahko umrla. Ravno ko je bila na travniku, je spet zaslišala streljanje. Še danes ne ve, ali se ji je samo zdelo, ali so streli bili namenjeni tudi njej. Bila je namreč vidno prestrašena. Sledove tankov pa je mama videvala še vsaki dan, ko je šla iz šole. Spominja se tudi poročanj po televiziji iz Hrvaške, kjer je vojna trajala več let. Šele takrat so se ljudje začeli zavedati, kako hudo bi lahko bilo v Sloveniji, če bi vojna trajala več kot 10 dni. Želim si, da nikoli ne občutim grozot vojne. Suverenost ali lepše povedano politična neodvisnost oziroma samostojnost je po mojem mnenju osnovna pravica vsakega naroda. Toda kljub temu je pri mnogih povezana z dolgoletnimi prizadevanji in tudi hrepenenjem. Mnogokrat obstaja tudi kdo, ki hoče to pravico drugemu narodu poteptati. Zame kot za slavista pa je posebej pomembno to, da se je slovenska pot proti neodvisnosti začela prav z zahtevami po pravicah za slovenščino, za slovenski jezik. Tako da je bil slovenski jezik tisti element, ki je Slovence povezoval v tisočletni zgodovini pred njihovo politično neodvisnostjo. Kakšno noč, ko prištorkle prespim pod visečo meglo, tiho san med njimi stojim, le noge nad vodo, ko pa žarek pregrize. Prebudimo se sam, močvirje novih želja odletelo v nebo. Namesto koga roža cveti, namesto koga katera koža najbolj diši, čigava pesem rabi moj glas. Namesto koga roža cveti,
katera koža najbolj diši. Čigava pesem rabi moj glas. Če pa trava nad mojo zemljo bo premogla kak cvet, enim tiho kapljo v oko, drugim dala bo med. Namesto koga roža cveti, namesto koga sem jaz. Katera koža najbolj diši, čigava pesem rabi moj glas. Namesto koga roža cveti, namesto koga sem jaz. Katera koža najbolj diši, čigava pesem rabi moj glas. Neža Maurer, Svet in jaz. Vzamem največji list, celo polo papirja in narišem svet. To je podoba velikanskega krompirja. Potem vzamem škarje, odrežem kos krompirjevega sveta. Nanj narišem hišo, pred hišo psa, za hišo grič, na griču drevo. Med vejami sedi čuden ptič in poje. To sem jaz, ko si preganjam dolg čas. Če položim poslikan papir na velikanski krompir in prisluškujem kot antena na pet, slišim, kako moja pesem odmeva čez ves svet. Suverenost je temeljni vzgib vsake ustvarjalne osebnosti in je hkrati eden vodilnih motivov suverenosti vsake države. V drami Draga Jančarja, Veliki briljantni valček, je junak drame nekdanji stajnik povstanja listopadovega, se pravi novembrske vstaje, kasnejši konfiniranec. Ob hudi življenjski preizkušnji izjavijo: kjerkoli si to samo ti in nihče drug. Barbara Korun, slovo. Prostor se je na robovih skrčil vase. Hotela sem zapreti vrata za seboj, pa ni bilo nobenih vrat več. Milan Jesih, eden izmed sonetov. Takole je bilo. Popoldne v travi utrujencem zadremal. V blagi blodnji hodil sem po deželi vinorodni in
Sredi nje šotorček si postavil. Kmalu, normalno in na moč vsakdanje, si legla ob me. Z bokom bok mi grela, bila tik zraven, tiha, mirna, cela. Delila, pravim, z mano eno spanje. Neusmiljeno klopotec je drdral, v daljavi posušeno je zvonilo in veter se šumeč lovil je v trse. Rad kustom bi pridržal tvoje prste in jim kaj majhnega bežno dejal, ampak lahko da naj bi zbudila. Kajetankovič, zidam. Zidam stavbo duše, velik kvadar vetra, velik kvadar ognja, velik kvadar vode, velik kvadar zemlje. Zidam stolp mesa, zidam korenine, zemlja me zasipa, voda me zaliva, ogenj me požira, veter me spodnaša. Moram do neba. Zidam svojo bitko. Duša hoče ogenj, usta zrno vode. Duša hoče veter, noga krpo zemlje. Branim slednjo pet. Zidam domišljijo. Zidam votle kvadre, stavbo za stoletja, hišo za potrese, tempelj za bogove, streho za ljudi. Med ostmi vprašajev lomim iz drobovja kvadre elementov. In čeprav je muka, zidam, ker je slast. Suverenost, to je svoboda, svoboda vse povsod, svoboda v domu, svoboda v domovini, svoboda v svetu. Doživeti, živeti pa delati v svobodi, to je najdragocenejše. Mi smo, hvala Bogu, doživeli svobodo. In živi spomini so še kako smo takšne jeseni pred 31 leti slavili in se veselili odhod tistega zadnjega tujega vojaka. Nepozabni spomini so to. Dosanjali smo sanje, želje so se uresničile. Sicer pa tudi sedaj se nam velikokrat uresničijo, samo verjeti moramo vanje. Jaz verjamem. To je moja bližnica do zadovoljstva, do dobre volje, do suverenosti. Kot rada rečem, pa me vedno spremlja ena lepa misel Toneta Pavčka, ki pravi: ne bojte se življenja, naj pljuska o vas z vso silo in vse žile, naj vas nese ali zanese, samo ne pustite, da vas podnese. In imejte ga radi, da bo imelo življenje tudi rado vas. Pa srečno in veselo o nov suveren korak.
Po odhodu Jugoslovanske ljudske armade iz Slovenije je prostor zadihal drugače. Drugod po nekdanji skupni državi pa se je razplamtelo vse tisto najhujše. In ko sem se nekaj let po tistem, ko je v obleganem Sarajevu utihnilo orožje, mudil prav tam, sem tistega meglenega jutra naletel na pokopališče nekje med parkom in nekdanjim stadionom. Tam so stali preprosti bošnjaški nagrobniki. Stopil sem med vrste in bral imena. Hamzo 1965, Suat 1967, Rasim 1963. Med letnicami rojstva prevladujejo tiste iz druge polovice 50. in 60 let. Letnica smrti se od nagrobnika do nagrobnika pošastno ponavlja. Prešine me spoznanje, da hodim po grobišču svoje generacije. V skupnem času smo hodili v šolo, na morje, imeli, se spomnite, enake potne liste, prepevali vsaj nekaj istih pesmi, se zaljubljali, sanjali. Potem pa je sovraštvo preslepilo razum in neko jutro je spet prineslo čudaške like, za katere se je dolgo zdelo, da so samo del žalostne preteklosti. Pa so bili še kako resnični in za njimi je stopala smrt. Od tistega sarajevskega jutra gojim posebno spoštovanje do ljudi, ki so v slovenskem političnem vodstvu tedanje dobe prisegali na vladavino prava ter z razumom in osebnostno etiko sprejemali odločitve in ukaze, ki niso pripeljali do vsesplošne morije. Do tistih, ki so dopustili oborožen boj le tam in tedaj, ko je odpovedalo vse drugo. Do tistih, ki ob prejemu očitno nespametnih ukazov in navodil niso zgolj udarili s petami, pač pa so vključili lasten razum in lastno zdravo pamet. Ti ljudje o svetosti življenja gotovo nikoli niso razvijali filozofskih tez, ampak so jo premišljeno ali intuitivno uveljavljali kot civilizacijsko normo tega prostora, po kateri je življenje pač najvišja dragocenost, tudi življenje tistega na drugi strani. Vse drugo je namreč slika rahlo valovitih tal in brezkončnosti nenavadnih stožcev v sarajevski megli, ki ni privid, kot se sprva zdi, ampak grozljiva resničnost. Tedaj moji domovini prihranjena.
Spoštovane in spoštovani, to je bila slovesnost ob državnem prazniku Dnevu suverenosti, ki sta jo pripravili Zveza veteranov vojne za Slovenijo in Zveza policijskih veteranskih društev Sever v sodelovanju z gimnazijo Franca Miklošiča in orkestrom Slovenske policije. Še naprej vam želimo prijeten radgonski večer v druženju, ki se bo nadaljevalo v sosednji dvorani. Sicer pa do leta ob Sorejh ostanite zdravi in živela Slovenija.